Kulturni marksizem je danes en izraz, ki ga poznamo predvsem iz konzervativnih krogov, obenem se pa počasi pojavlja tudi v širši javnosti oziroma v širši javni razpravi. Sam izraz v bistvu nekako zelo splošno označuje raznorazna levičarska, tako imenovana progresivna gibanja, katerih cilj je bil in tudi je še vedno v bistvu povzročati določene radikalne družbene spremembe. Med ta gibanja in ideje, ki jih danes poznamo kot kulturni marksizem, nekako prištevamo lahko feminizem, koncept multikulturalizma, teorijo spola, razne LGBT organizacije in skupine in tudi razne druge precej liberalne tokove, ki danes postajajo prevladujoči v sodobni družbi. Kulturni marksizem nekako precej splošno označuje razna levičarska progresivna gibanja, katerih cilj, ko so se začela pojavljati, je bil povzročiti radikalne spremembe v družbah, ki so bile takrat še vedno nekako vsaj relativno homogene in tradicionalno usmerjene. Govorimo seveda predvsem o teh družbah zahodne civilizacije oziroma Evrope, Amerike in tako naprej. Torej med ta gibanja lahko prištevamo vse od feminizma do koncepta multikulturalizma, množičnih migracij in konec koncev tudi trgovine z belim blagom oziroma tihotapce migrantov, ki veliko delujejo tudi v navezi z levičarskimi nevladniki, pa seveda tudi razne teorije spola, ki jih hočejo zdaj uvajati v šole oziroma jih nekje že uvajajo v šole, razne LGBT organizacije in tako naprej. No, tukaj se seveda postavlja vprašanje, zakaj se vsem tem levičarskim progresivnim družbenim tokovom, idejam in gibanjem reče, da spadajo pod nek kulturni marksizem. Neka ideja za kulturnim marksizmom je predvsem to, da za razliko od nekega bolj klasičnega ekonomskega marksizma, ki je videl glavne razloge za neko neenakost v družbi in za neko zatiranje določenih ljudi v družbi, predvsem gospodarske dejavnike. Kulturni marksizem v bistvu označuje določene levičarske in marksistične mislece, pa tudi gibanja, ki so prišli do zaključka, da v bistvu v tem zatiranju in v tej neenakosti igra veliko vlogo tudi kulturni dejavnik. Zato kulturni marksizem označuje poskuse, da se začne nadzirati javno mnenje s pomočjo tega, da se preoblikuje kulturo, da se doseže določene radikalne spremembe na področju same kulture neke družbe, da se začne počasi spreminjati družbene norme. Tako da lahko bi rekli še enkrat, če ponovim, kulturni marksizem obenem označuje ugotovitev ali pa domnevo določenih levičarskih marksističnih mislecev in gibanj, da igra kultura veliko vlogo v neki družbi in da če želijo ustvariti neko egalitarno in svetovljansko družbo, da morajo v bistvu delovati na področju kulture in počasi spreminjati družbene norme, po drugi strani pa tudi njihove domneve, da naj bi v bistvu tradicionalne vrednote Evrope povzročale nekakšno neenakost in da naj bi prav kulturne vrednote in norme bile vir nekega zatiranja določenih skupin in tako dalje. To vidimo recimo pri feminizmu, ki je v bistvu propagiral in tudi danes propagira idejo, da je neka tradicionalna družina neke oblike zapor za ženske. To vidimo v ideji te tako imenovane bele krivde, ki v bistvu označuje neke poskuse, da se vsiljuje belemu prebivalstvu, avtohtonemu prebivalstvu Evrope, neka določena krivda zaradi domnevnih zločinov njihovih prednikov in da se morajo v bistvu oddolžiti tako, da začnejo sprejemati množice nekih migrantov,
kateri ne bi v bistvu trpeli, zato ker ne bi pač njihovi predniki izropali njihove dežele zaradi imperializma, kolonizacije in tako naprej. Tukaj ne samo še dodam, če že govorimo o beli krivdi, da je pač rahlo ironično dejstvo, da se ta bela krivda nekako pripisuje belim narodom na splošno in da se propagira v vseh belih narodih, te tako imenovane današnje zahodne civilizacije, kljub temu, da mnogi beli narodi, med njimi seveda tudi Slovenci, nikoli niso bili niti imperialisti, niti kolonialisti. Za ta tako imenovani kulturni marksizem je med drugim potem značilno tudi to, kar je v bistvu značilno tudi za to novo levico, ki jo imamo danes in ki se je nekako razvila konec 60-ih let, da namesto buržujev in kapitalistov, ki so nekako glavni sovražniki bolj klasičnih marksistov, ki se ukvarjajo z ekonomijo in z razredno neenakostjo, postanejo glavni sovražniki beli heteroseksualni moški, kateri ne bi bili v bistvu glavni zatiralci in žensk in razno raznih manjšin, spolnih manjšin, etničnih manjšin in tako dalje. No, zdaj pa, če se v bistvu pomaknemo naprej, oziroma boljše rečeno nazaj, 100 let nazaj, najdemo v bistvu nekako rojstvo kulturnega marksizma v tako imenovani frankfurtski šoli, ki je leta 1923 bila ustanovljena iz strani predvsem židovskih marksističnih in levičarskih intelektualcev na Goethejevi univerzi v Frankfurtu. Ta frankfurtska šola se je v bistvu imenovala Inštitut za družbene raziskave in ravno oni so nekako prišli do tega zaključka, da v bistvu neka domnevna neenakost v družbi izvira v bistvu iz nekih kulturnih norm. Prav tako so prišli pa še do enega zelo za njih pomembnega zaključka, in sicer do tega, da nekako nasilne revolucije niso uspele v zahodnoevropskih državah oziroma tudi konec koncev tudi v določenih srednjeevropskih državah, v severni Evropi, torej izven Sovjetske zveze ob tistem času, da niso uspele, zato ker ne bi bil delavski razred še vedno preveč zakoreninjen in, kot bi oni temu celo rekli, zaslepljen z lastnimi tradicijami, z nekim domoljubjem, zvestobo do svojega naroda, do svoje domovine, in da se zato niso bili pripravljeni povezati v to neko delovsko internacionalnost, delavci drugih držav in tako naprej. Zato so se pač oni odločili, da morajo skozi neko počasno kulturno revolucijo začeti spreminjati družbene norme. Njihova glavna taktika pri tem je bila pa tako imenovana kritična teorija. Kritična teorija v bistvu po načelu dialektike preizprašuje, seveda na kritičen način, kot nam že ime pove, preizprašuje kulturne in družbene norme zahodne oziroma evropske civilizacije in v njih najde neka domnevna protislovja, ki naj bi bila iz enega marksističnega stališča, iz enega stališča nekoga, ki bi rad ustvaril neko svetovljansko egalitarno družbo in ki vidi različne narode v bistvu samo kot del neke propagande, s katero naj bi buržuji zavedli delavce, da se oni ne bi združevali v razne mednarodne, internacionalne, lahko bi danes rekli tudi skoraj že globalistične organizacije. Kasneje, recimo potem že v 70-ih letih, če lahko par desetletij preskočimo, pa v bistvu v nemških študentskih marksističnih gibanjih pride do enega izraza, ki ga je pač en študentski vodja, imena se zdaj nažalost ne spomnim, skoval, ki se pač imenuje Dolg pohod skozi institucije, označuje pa ravno to glavno taktiko kulturnega marksizma, kateri je pač ta določen študentski vodja komunistov v Nemčiji dal samo ime, so jo pa pač prakticirali kulturni marksisti praktično že tam od 30-40 let naprej. No, zdaj pa seveda vprašanje, kako se je pač iz tega Frankfurta ta kulturni marksizem oziroma kako so vse te progresivne ideologije potem recimo razširile praktično po celem Zahodu. Seveda kulturni marksisti, ki so bili pač večinoma židovskega izvora, so
v začetku 30-ih let, ko se pač v Nemčiji pojavil nacionalsocializem, pobegnili iz Nemčije in zato, ker so imeli dobre povezave, ker so bili že relativno ugledni intelektualci v tistem času, so pač dobili precej dobre položaje na raznih ameriških univerzah. Če se ne motim, so nekateri od njih pristali tudi na Kolumbiji v New Yorku in so seveda potem tam naprej širili te svoje ideje, ne. Potem leta 1945, ko je pač bilo konec te druge svetovne vojne, ali lahko bi rekli te velike in tragične evropske državljanske vojne, so se v obdobju, ko so začeli zavezniki izvajati v Nemčiji tako imenovano denacifikacijo, določeni misleci frankfurtske šole zavezniki vrnili v Nemčijo in so potem tudi oni v bistvu vodili določene procese denacifikacije in tako dalje, ne. No, ta koncept denacifikacije, iz katerega izhaja tudi bela krivda, katero sem že prej omenil, se potem seveda razširi po celi Evropi in v bistvu je danes ironično, da se v bistvu vnuki teh zaveznikov, ki so zmagali drugo svetovno vojno, prav tako v šolah učijo, da so pač njihovi predniki bili v bistvu slabi, da so imeli neke slabe namene in da so pač v bistvu odgovorni za določene zločine. No, zdaj pa, če se spet vrnemo malo nazaj v čas, nekaj, kar je tudi potrebno omeniti, ko govorimo o kulturnem marksizmu, je pa tudi to, da v bistvu še en tak pomemben ideolog je bil pa tudi italijanski marksist Antonio Gramsci, ki je v bistvu potem, ko so v Italiji, ko je v Italiji komunistična revolucija pač propadla, se je pač znašel v zaporu in je pač v bistvu začel razmišljati, zakaj kljub temu, da je bilo komunistično gibanje relativno močno, zakaj enostavno ni komunistična marksistična revolucija v Italiji uspela. In ravno on je pač prišel do enega podobnega zaključka in sicer do tega, da če želimo uvajati nek nov sistem, neke nove vrednote, neko novo idejo, recimo neko novo idejo ali ideologijo v določeno družbo, nek nov svetovni nazor, če želimo izvajati nek nov svetovni nazor, ki je v bistvu precej drugačen od nekih prevladujočih prepričanj v neki družbi, potem je seveda ta prvo treba ustvariti eno kulturno hegemonijo, ta prvo je treba počasi znova, skozi nek dolg pohod, skozi institucije, počasi spreminjati kulturne norme, ne. Tako Antonio Gramsci kot tudi frankfurtska šola so seveda vedeli, da je to najlažje tako, da se pač v bistvu to dosega preko srednjih medijev in preko izobraževalnih ustanov, zato ker te dve zadevi sta nekako imata nekako največ vpliva na javno mnenje, ne. Tako da to bi bilo to nekako, kar se tiče samega kulturnega marksizma. Bi pa za konec bilo treba nekaj povedati, ne, ko govorimo o raznih teh izrazih, recimo kulturni marksizem, liberalizem, neoliberalizem in tako dalje, ne. V bistvu kulturni marksizem je danes ta gibanja, ki smo jih našteli, te ideje, te progresivne, tako imenovane progresivne ideje, leve ideje, so danes v bistvu postale tudi del ene te prevladujoče liberalne ideologije. Tako da kulturni marksizem in liberalizem sta si v bistvu zelo blizu in tudi treba je tukaj še eno stvar dodati, kot sem že prej omenil, ne, je levica v enem trenutku svojega glavnega sovražnika ni več toliko videla v nekih buržujih, za razliko od klasičnih marksistov, ampak ga je videla pač v heteroseksualnem belem človeku. No, skladno s tem je tudi v bistvu levica, tam nekje, ta nova levica, nekje konec 60-ih let, nekako se začela bolj k temu nagibati, da namesto, da bi podpirala delavski razred, ki je bil pač za njo izgubljen, zato ker je bil pač preveč usidran v nekih, lahko bi rekli, reakcionarnih ali pa konzervativnih vrednotah, se je začela vse bolj posvečati temu, da je v bistvu začela podpirati razne spolne in etnične manjšine in tako naprej, ne. To je pa pripeljalo do tega, da danes v bistvu ta levica, ki je bila včasih tudi strogo antikapitalistična, pravzaprav sodeluje oziroma mogoče ne samo sodeluje, ampak obstaja v neki simbiozi ravno z mednarodnimi kapitalisti, z neoliberalci in z velikimi korporacijami.
Zato danes, razen tega, da včasih še uporabljajo kakšne simbole stare levice, ali pa da včasih mogoče govorijo kaj čez kapitalizem in neoliberalizem, v praksi pri teh današnjih levičarjih ne vidimo tega, da bi imeli recimo probleme s kakšnimi res velikimi korporacijami, dokler te velike korporacije seveda podpirajo razne LGBT zadeve, množične migracije in tako naprej. Ne? No in zakaj je temu tako? Zato, ker v bistvu po eni strani si velike korporacije želijo enega združenega sveta, enega združevanja človeštva, enega sveta brez meja, kjer bo v bistvu veljal en prost pretok in kapitala in ljudi, kjer v bistvu več ne bo bilo nekih etnokulturnih identitet, kjer bomo bili vsi neka rasno mešana množica, ki se lahko identificira edino z znamkami, katere uporablja, lahko se identificira edino s tem, da ne vem, je v McDonald'su, da pije Coca-Colo, da nosade, da so perge in tako naprej, medtem ko bo pač popolnoma izgubila nek občutek za neko etnokulturno pripadnost. Ne? Po drugi strani pa ravno kulturni marksisti in nova levica v nekem takem svetu vidijo ta nek svet popolnega egalitarizma, združenega človeštva in neke popolne enakosti. Ne? Tako da v bistvu danes neoliberalni kapitalisti in nova levica obstajajo v neki simbiozi, ker pač eni in drugi podpirajo množične migracije, eni in drugi podpirajo razna LGBT gibanja, eni in drugi v bistvu imajo v interesu to, da uničijo, da v bistvu pokončajo in uničijo staro Evropo, staro evropsko civilizacijo in stare evropske tradicije.